Lepo pozdravljeni, znamo dobrodošli v moji družbi, znamo dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom, v kateri pa ne bom težila, nas bom pa vse opozorila, da se dajmo malo umiriti. Se mi zdi, da ta novoletna mrzlica se pričenja mnogo prezgodaj, o tem govorimo na socialnih omrežjih, ne bom o tem razpredala. Bi nas pa želela vse, preden se ta veseli, podivjani december prične, vse opozorila na bistvo tega, kdo smo mi, kje smo mi, zakaj smo mi, na tukaj in zdaj. In ob nedeljah zdaj pošiljam moj sorumnik, čudovite odzive imam od vas, veliko se vas je že prijavilo. Če bi želeli ga prijemati tudi vi vsako nedeljo, linkec bo spodaj v opisu. Torej, to nedeljo sem govorila ravno o tem. Leto 2025 se še ni pričelo, dajmo biti tukaj in zdaj. Vem, da po revijah in po socialnih omrežjih in vse posod se je že možno pozanimati, kakšno leto nas čaka, tudi sama sem že dala napovedi ven. In vi veste, da jaz nisem pristaš nekih škandaloznih naslovnic, pa nekih klikabilnih in tako naprej tematika, ne? Veliko krat rečem, ja, vsak mesec je pol downloada, Bog pomagi. Razumem, da vsak mesec ima drugačen vpliv in da je pomembna in z vsem spoštovanjem in bom rekla navdušenjem nad astrologijo, ni pa vsak mesec glih konec sveta. In zdaj naslednje leto, jaz vam bom po pravici povedala, gremo v težko leto. Ampak a niso bila leto 2020 tudi težka? Pa smo 2020 nekako preživeli, pa 2021 preživeli, pa bomo verjetno tudi 2025. Razlika pa bo, ali se bomo zavedali, da pač gremo v neko posebno leto, ki zaključuje, ki ima močne energije, ki nas bo malo guncalo, guncalo, odvisno koga kam, ampak po drugi strani vi ste pa vi. In želela bi nas vse opomniti na to, da vas nihče ne more v resnici spremeniti v nekaj, česar vi niste. Bo pa zelo pomembno, da sebe vedno znova sidramo, da sebe vedno znova postavljamo v tukaj in sedaj, v ta trenutek, v sebe, da se vedno znova opomnimo, kdo smo mi, kaj je za nas pomembno. In a veste, ko pravijo, ja, treba je poznati svoje prioritete in vrednote in gor in dol. Ok, a gremo staviti, da se nam bodo vsem prioritete in vrednote in kdo je najbolj pomemben in kaj je najslabše na svetu pred koncem 2025 spremenile. Se pravi, bistvo, ki je meni pomembno, da ga skomuniciram, se mi zdi, raziskujmo sebe, raziskujmo svet. Dajmo probati stvari, katerih mogoče sicer nikoli ne bi poskusili, ampak z veliko mero stare, zdrave, dobre kmečke pameti. In zdaj, preden se leto 2025 prične, kar je najbolj pomembno, ključno in dobrodošlo, da naredimo, je to, da sebe sidramo, kot sem rekla. Se pravi, da sebe prepoznavamo, da se s sabo ukvarjamo. Ne glede na to, da je december običajno čas žurk, pa nakupovanj, pa tega, da smo še za tega pozabili daril, pa za unga, tja nekam so nas povabili, pa rabimo, a ne? Naj bo to vseeno čas osrediščenosti samih seboj. Lejte, samo sebe imamo od prvega trenutka življenja do zadnjega trenutka življenja in samo sami seboj smo v prav vsakem trenutku svojega lajfa v komunikaciji. Vsi imamo misli v glavi, vsi se sami seboj pogovarjamo, vsi se v vsakem trenutku odzivamo. Izvrstno je, da znamo najti nek način, da svoj umirimo. Se pravi, ali je to meditacija, ko dejansko spraznimo te misli, ko smo v sebi, ko se samo zavedamo sebe, ali pa je to kakšna druga praksa. Ampak pomembno je, da znamo najti pot nazaj k sebi v neskončnih možnostih tega, kdo vse bi lahko bili. In ja, je res. Stojim za tem, vsi smo lahko vse, vsi smo lahko dobri, vsi smo lahko slabi. Vsi se lahko ful potrudimo in smo vrhunski športnik, skoraj da ne. Vsi se lahko ful izpilimo in smo lahko najboljša kuharica na svetu. Vsi se lahko zelo posvetimo učenju, praksi in razvijanju nečesa, če tudi nam nekaj ne gre. V končni fazi osnovno šolo, srednjo šolo, faks so naredili tisti, ki so briljirali v matematiki in tisti, ki so briljirali v nekako tujih jezikih, čeprav običajno pravimo, da to ne gre skupaj. Ne glede na to, v čem ste briljantni, lahko v tem, kar vas zanima, uspete, mogoče ne boste najboljši na svetu, ampak do neke zadovoljive mere, če se temu resnično posvetite. In zdaj mene zanima, kolikokrat se mi sami sebi resnično posvetimo, kolikokrat sebe sprašujemo, kaj me osrečuje in kolikokrat potem naredimo naslednji korak in to potem tudi v praksi nekako opazujemo. Jaz sem lahko mnenja, da me zelo osrečujejo sprehodi v naravi.
Mogoče pa, ko grem v naravo, ravno ne skačem od sreče. Mogoče me bolj osrečuje to, da sedim v naravi. Mogoče me bolj osrečuje to, da tečem v naravi. Kolesarim. Spreminjamo se mi in spreminja se način, kako zdaj mi v naravi napolnimo svoje baterije. Jaz v naravi vedno uživam, ampak so dnevi, ko imam občutek, da sem se po 4 privlekla s postelje ven in takrat vam garantiram, da glih na nek grintovc in na nek stol, čeprav je prelep in je moja najljubša gora v Sloveniji, ne bom rinila. Ampak se bom po vsej verjetnosti nekako odplazila oziroma dostavila nek prečudovit kraj narave, kjer se bom lahko usedla, objela drevo, gledala ptičke, štela metuljčke, gledala potok, dala roke in noge v potok, recimo, ne bom pa nujno aktivna. In ker se mi zdi pomembno je to, da v danem trenutku presodimo, kaj je tisto, kar v tem stanju potrebujemo. Kaj je tisto, kar nam bo v danem trenutku najbolj napolnilo baterije in kaj nam bo to najbolj spraznilo. Kaj je tisto, kar nam v momentu ali pa kdo požre živce. Kaj je tisto, kar nam lahko toliko pokvari dan, da gremo še zvečer slabe volje spat. Ne samo, da smo slabe volje 3 ure, pa pol popijemo kavo, se nekje nasmejimo in se sprostimo. Se pravi, ključni podatki, ki jih mi rabimo vedeti za sebe, se pravi za neko kvalitetno uporabo nas samih je, kaj me osrečuje, kaj mi napolni baterije v različnih scenarijih, se pravi, ko sem fizično utrujen, ko sem žalosten, ko sem razočaran, ko sem prizadet. Se pravi, kaj je tisto, kar neko slabo počutje v meni zbuja? Je to fizično zdravje, je to umsko razpoloženje, ko smo slabe volje, je to neka duhovna izkušnja, ki je neprijetna, ali govorimo pač o ljubezenskem razočaranju, mogoče smo v neki situaciji, ki je za nas boleča. Sprav, kaj je razlog za to, da se jaz v tem trenutku počutim na 10% in ne na 100%? In potem temu primerno rabimo vedeti, kaj je tisto, kar nas osrečuje, kaj nam polni baterije in kaj nam prazni baterije v danih situacijah. Ker ko smo na frišem zaljubljeni, dragi moji, ker spomnite se, ko ste bili 15 pa 16 let stari, ko ste bili prvič zaljubljeni, ko je bilo to do smrti v naslednji reinkarnaciji, ko smo bili res prepričani, da je to, ko smo bili res srečni, ko se je druga oseba na nas odzivala, ko smo lepe trenutke, najlepše trenutke preživljali. A smo se kje zelo sekirali, kaj nam bo baterije spraznili, pa kaj bomo dosegli, ali smo bili prepričani, da vse je možno. Travo pravijo, da slišimo, rast, ko smo zaljubljeni. Se pravi, pomembno je se zavedati, v kakšnem stanju smo mi, da sploh znamo potem nekako pretehtati, kaj potrebujemo. Ker če imam jaz železa preveč in ga svojemu telesu dodajam, si ne bom naredila usluge. Po drugi strani je pa tudi to eno veliko področje, se mi zdi, izbir in odločitev na podlagi reklame, kjer vidimo neke simptome, ki veljajo za nas, razlogi za te simptome so pa lahko, a veste, glejte, jaz se z utrujenostjo, zapihnjenostjo, s tem, da ko jem, me pokosi in spim, ubadam od leta 2010, pa še vedno ne vem, kaj točno je razlog. Pa verjemite, da v poplavi vseh nekih teh hormonov, unih prehranskih dodatkov, teh probiotikov, tega, unga, tretjega, bi mogle imeti tako nafilane baterije, vam povem, da bi mogle na Triglav priti v 10 minutah z levo nogo. Pa nekako ne gre. Velikokrat jaz mislim, da si naredimo tudi škodo s tem, da vse povprek dajemo v svoje telo nekaj, kar ne vemo, ali je kvalitetno in ali sploh potrebujemo. Tako da mogoče pred koncem leta ne bi bilo napak se pozanimati, a ste že bili na 5 let nazaj na sistematskem pregledu oziroma dejansko se pregledati. Dejansko narediti krvno sliko, pregledati urin in tako naprej, na podlagi tega potem iti naprej. In predvsem na podlagi tega, da sebe poslušamo. In velikokrat v življenju se prepozno začnemo poslušati. Mi vsi, tudi jaz. Lahko sem zdaj ful pametna, lahko zvenim ful cool, pa ni nujno, da mi vedno uspe. Kolikokrat sebe v resnici poslušamo. Ko smo stari 3 leta, takrat ja, brez skrbi. Ko smo se rodili, takrat smo sebe upoštevali, slišali, poslušali in izrazili. Dojenček zajoka, ko je lačen, ko je polulan, ko je pokakan, ko ga zebe, ko mu je vroče, ko je utrujen. Tekom življenja nekako so nas vzgojili, da moramo se lepo obnašati, moramo znati svoje čustva kontrolirati, da je z nami nekaj narobe, če smo čustveni in tako naprej in tako naprej.
Naj nikoli in nič v tem življenju ne povzroči tega, da mi sami sebi ne slišimo. Ja, je že res, da če bom šla recimo na upravno enoto podaljšati osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje, se ne bom zdaj tam razjokala gospe na šalterju, vse svoje življenjske tegobe in vse, kaj so mi starši rekli, naredili in bivši partnerji in krivica na tem svetu, ki se mi je zgodila. Ampak prav je, da imam svoj notranji pogovor s seboj jasen. In prav je, da se potem ne valjam v teh slabih energijah. Kar se pa velikokrat zgodi, se mi zdi v teh obdobjih, ki pa so hitri, ki so turbulentni, ker 2020, jaz mislim, da 2019. leta, za novo leto, si nihče ni mislil, da bo 2020 tako zelo drastično spremenilo dejansko, kako delujemo v svetu. Ampak če mi zdaj ostanemo v temo, o moj Bog, kaj zdaj bo, in če ostanemo v nečemu, kar je že zdavnaj minilo, sebe pravzaprav ne živimo. Vi ste tukaj in sedaj, jaz sem tukaj in sedaj. Nisem tam nekje v letu 2020, nisem v letu 2019 in nisem v letu 2029. Velikokrat izgubljamo dani trenutek zato, ker podoživljamo, ponavljamo in se haklamo v temo, kar se je zgodilo. In velikokrat izgubljamo dani trenutek zato, ker razmišljamo, kaj bo, kaj ne bo. In potem smo utrujeni, to pa res čudno. Torej, dragi moji, naj pred koncem letošnjega leta si vsak izmed nas vzame čas resnice, naj si resnično vzame tudi čas za odgovore, za to, da se sprosti, da izdihne stres ven, da sploh naredi nek inventurni popis, kje smo, kakšni so naši cilji, zakaj so ti naši cilji takšni, kot so. So dovolj visoki, so prenizki, so dovolj strukturirani, so sploh dovolj definirani. Rad bi, da me ima nekdo rad. Ja. Vsi si želimo biti ljubljeni. Ampak ta oseba, ki nas ima rada, je lahko tudi oseba, ki je toksična. Je lahko tudi oseba, ki pa je najboljša za nas na svetu. Je lahko oseba, ki nam bo prinesla neko lekcijo, iz katere bomo zrasli. Je lahko tudi neka oseba, ki nam bo popuščala in potem bomo hvatali krivine in si bomo naredili levjo sluba. Torej, dragi moji, nočem biti predolga danes. Ne želim preveč zakomplicirati, ne želim preveč komplicirati. Si pa želim vsem nam podati sporočilo, da je ta trenutek, v katerem smo, najbolj dragocen. Stvari lahko spremenimo v tem trenutku in dokler smo tu. Se pravi, tudi ne predolgo odlašati s to spremembo, z unim načrtom. Vse smo vsi včasih takšni, v ponedeljek pa res, v prvega pa res, no jutr pa res, no polka bo pomlad pa res in tako naprej. Mogoče pa res nismo tukaj zato, da bi se samo odrekali, mogoče res nismo tukaj zato, da bi živeli tako, kot si drugi želijo. In mogoče to, kar nas je izpolnjevalo še nekaj let nazaj, zdaj več ne. In mogoče ni s tem nič narobe. Mogoče ni nič narobe s tem, kar čutite, mogoče ni nič narobe s tem, česar si želite. Mogoče pa tudi ni nič narobe s tem, da si nečesa ne želite več, da nimate več neke želje, hrepenenja, po nečem, kar vas je še nedolgo nazaj izpolnjevalo. Življenje se spreminja in mi z njim. Torej, bodimo do konca letošnjega leta velik raziskovalec nas samih, največje avanture, ki jo bomo kadarkoli doživeli, se pravi svojega življenja. Ne tega, kako je Robinson Crusoe počenjal stvari, pa kaj je odkril, ta pa pa tret. Ampak vi. In če to pomeni, da bomo mogoče kakšno nadaljevanko manj pogledali, ampak si malo več časa vzeli za sebe, se vprašali kakšna ključna vprašanja in si dali čas za odgovor, si dali čas, da bomo določeno vprašanje prespali, razmislili, se o tem vprašanju pogovorili še z nekom, ki nas dobro pozna. A veste, dragi moji, niste v osnovni šoli, niste na faksu, ko je pomembno, da 1, 2, 3 strelite odgovor. Življenje je največja šola, življenje nam daje velikokrat ponovno priložnost, da stvari popravimo, pa velikokrat sami naredimo ponovno priložnost za to, da se gremo še en krog ali toksičnih odnosov ali česarkoli že, tako da pa življenje res nikoli ni dolgočasno. In ob koncu bom rekla takole. Ja, stopamo v težko leto, stopamo v leto, ki bo prinesel na globalni ravni,
veliko zaključkov, veliko transformacij, velikokrat bomo imeli občutek, da smo padli nazaj v preteklost, da gremo nazaj na mest naprej in velikokrat bomo imeli občutek, da smo neke stvari prerasli, da smo se dvignili na neke druge vibracije, da nam neke stvari več ne grejo, da neke stvari pa res naj ne bodo več del našega vsakdanjika. Tista petka na koncu je tista, ki mi ni všeč, in ker stopamo 225 v leto 9, se zavedam, da bodo te spremembe lahko zelo nenavadne, zelo nenadne, da absolutno je potrebno računati na to, da bodo podnebne katastrofe takšne in drugačne. Slovenija, hvala Bogu, gre v leto 4, kar pomeni, da nas obdaja malo bolj stabilna energija kot svet, se pravi, ravno nekih takih, bom rekla, žarišč, kot je Gaza, kot je bilo recimo zdaj poplava v Španiji, v Valenciji. Mislim, da se nam ne obetajo, ampak širko povezujemo z elementom zemlje. Se pravi, moj majhen strah, tam nekje zadaj je, da se nam lahko obeta kak potres, definitivno pa se nam vsem noter, v našem načinu dojemanja, vrednotenja stvari, obetajo pretresi. In to je super, kajti včasih nas je res treba malo strest, pretrest, da stvari vidimo drugače. A ne, računalnik restartamo. Dajmo zdaj tudi mi sami sebe restartati in dajmo pogledati, kaj vse pravzaprav nam je na voljo. Zato pa je ta petka na koncu super. Drugačne možnosti, nenavadne priložnosti, bolj spontan, strasten, bolj tudi turbulenten, ampak predvsem bolj dinamičen način razmišljanja, delovanja. Se pravi, v naslednjem letu dajmo raziskovati sebe na različne načine, dajmo iti v druge trgovine nakupovati, dajmo iti na drugačne kraje na izlete, dajmo v neznano, dajmo poskušati stvari, katerih še nikoli nismo, in dajmo opazovati, kako se pri temu počutimo. Se pravi, dragi moji, bo močno leto, bo naporno leto, ne bo nujno slabo leto, ne se vnaprej stvari bati, ne iti v krč, ne sami sebe zapirati, ampak pravzaprav dajmo sami sebe tukaj in zdaj naštelati na to, da karkoli se bo zgodilo, tudi če nam ne bo všeč, bomo temu kos, in dajmo biti pravzaprav radovedni in zvedavi kot majhen otrok, kaj pravzaprav je to nenavadno, kaj je to, kar bo mogoče nenadno v letu 2025. A ni bolje, da gremo z nekim optimizmom in pozitivizmom in z neko kreativnostjo naprej, kot da samo sedimo in čakamo, kje nam bo nekaj na glavo padlo. Torej, dragi moji, jaz vam želim prečudovit ostanek leta. Spodaj v opis videa bom dodala obrazec za prijavo na Sorumnik. Dodala bom zraven še nekaj oddaj, ki pa dejansko, v katerih že govorimo o vprašanjih, ki postavljamo sebi, zato da ne bom zdaj le predolga, zberite si tiste teme, ki so vam najbolj všeč. Bomo tudi vesela vašega feedbacka, kaj je tisto, česar si vi želite, da se malo bolj dotaknem pred iztekom leta. Tako da, dragi moji, želim vam prečudovit začetek tedna, v naslednjem tednu bo zunaj že napoved za december. Objemite sami sebe in poiščite, kaj je resnično tisto, kar nosite v svojem srčku, v svojem duhu in v svojem telesu, kar je tako zelo unikatno, da imate samo vi in zato pravzaprav najbolj dragoceno, ker je pravzaprav neponovljivo.